Hvaležno pozdravljeni. Danes boste spoznali Klemnovo zgodbo. Zagotovo se je kdaj počutil prezrt od sistema. Živi sam na Pohorju s svojimi 3 psičkami. In zakaj pravzaprav, kako je prišlo do tega in kakšna pot je za njim? Danes boste spoznali. Klemen, zdravo. Hvala, da si prišel v civilizacijo. Vem, da se to ne zgodi prav dostikrat. Ni prav zabavno civilizacijo in kot policajev imate pravil, štemplov, štemplarji so zmagali za vsako stvar, po drugi rabiš kakšno potrdilo, pragost bojo podarali birokrati za to, da se med sabo pogovarjajo. Ne, in v civilizaciji ni prav prijetno. Klemen, ampak včasih si bil tudi ti del civilizacije. Kaj si pravzaprav počel? Kaj te je pravzaprav pripeljalo do tega, da si rekel, da imaš dost in da greš živeti izven sistema? V bistvu delal v železarni, kjer sem delal 6-valentnim kromom, ki je izjemno strupen in zelo rakotvoren. 3/4 sodelavcev mi je že pomrlo od raka in ko sem to dojel, sem se pač šel ven iz železarne in se začel razstrupljati. 3 rake sem že prebolel, zdravim jih s konopljo in zato, ker se zdravim po konopljo, doživljam šikaniranje strani slovenske policije pa tožilstva. 4 nezakonite hišne, brez kakršnega koli papirja, ne? Pa ena s papirji pa z vsem, pa dokazano na sodišču nezakonita. Tako da gre za obvezno maltretiranje, ker ti ne morajo z ene strani doživljati, poskušajo z druge in se pač to dogaja. Danes živiš v gozdu na Pohorju, težko te je najti? Ja, več ali manj po internetu, ker samo internet dela, ker je telefonski signal slab, internet pa 4G signal pa ujamem iz Maribora na pokrovku od Voka aluminijasto, ko zbira signal. Ne, in tudi to imam malo off-grid, mobi signal. Ne. Svojo sončno elektrarno imam, svoj zajetje imam, tako da sem popolnoma neodvisen od sistema, razen ker mi policaji občasno hodijo na obisk, tako da mislim, da bi naredil dan odprtih vrat za slovensko policijo. Ojej. Ja, pa da ne zganjali kriminala. Kakšne so prednosti takega življenja, pa kje vendarle vidiš slabosti? Slabosti praktično ni, če si navajen življenja v gozdu. Drugače pa moraš prvič paziti v gozdu, treba biti malo navajen vsega skupaj. Ne? Prvič, če se boš naselil nekam, kjer je vlaga, te bojo vlaga pa gobe dotolkle, če ne boš imel centralne. Za gozd je zelo pomembna etažna centralna, ki dela suh zrak, ker je stopnja vlage previsoka in potem gljive v tebi začnejo živeti. Potem imaš pa več na vrst samooskrbe. Lahko se greš tako k Darju Cortezu, vzameš njegove knjige in se greš lepo past po gozdu in ne rabiš popolnoma nobenega vrta, samo kozarca za vlaganje, pa še štedilnik, da vse to pripraviš, ne? Ampak so pa zelo hecni okusi, ne? Ni tisto, da bi jedel vsak dan, ker mi smo malo civilizacijsko razvajen, ne? In smo vseeno navajen teh trgovinskih okusov in bi to zelo težko preživeli. Ne? Zato se je pač treba poskrbeti, da imaš vrt, da imaš samooskrbo, da ti vse samo zraste, da narediš rastlinake, ker so nam vreme uničili, brez rastlinakov danes ni nič, ne? Da si to narediš, po možnosti še zimsko ogrevanega in takrat si pa rešen, kar se tega tiče. S tem, prvi problem so v gozdu polži. Ne? Zato, če imaš polže, moraš narediti bajer, moraš zarediti žabe, da imaš spomladi 10 000 paglincov, ker tam mlade žabe zlezejo ven in vse polže tam mlade pojejo, tako da imaš samo še te velike polže. Pol skoraj 100 kil sončnic gre vsako leto za siničke, imam od čopaste siničke do močvirske, vse vrste siničke imam in imam jato sinic, več pa 50 komadov, ki jih sam putram, zato da mi vse kobilce poberejo, da kaj predelam. Ne? Pa imate pa še, to najhujšo nadlogo, ne, so pa na Pohorju miške, kjer je zelo bogat gozd, imate žir, imate koston, imate vse skupaj žir. Miške vas pa tako reda navadijo, da tudi drobtince navte nekjer pustili, ker je to, da se mišk znebiš, je pa prav umetnost na Pohorju. Ne. Jaz sem si zrihtal kubik kamenja in sem zaredil gože, skoraj 3 metrov dolgo mamo goža imam, ne. Wow. Ja, zelo lepa lepotica, včasih se lepo pokaže, ampak ne velikrat, pa samo meni. Zdok mene se ne boji, me je pač naštudirala. Ne? Me je par let opazovala, kako se obnašam, preden se je pokazala. Ne? Njeni mladički grejo pa v gnezda in prekinejo in pojejo ker so dosti tenki, grejo v gnezda in pojejo mišje mladičke. Tako. In v gozdu brez rečva teh 3 ukrepov ne boš pridelal nič. Te prve sadike so trajale 14 dni.
pa je bilo prazno. Ne silačen v gozdu. Sej gozd dost sam od sebe da, ampak vseeno smo navajeni teh naših okusov in samo gojenje in te zadeve so zelo, mislim, paše, ne. Omenil si sončne celice, ampak gozd, kako pa pride dovolj svetlobe? Jaz imam tako v hrib, tako kot Sepp Holzer, imam v hrib narejene parcele, ne. Kmet je tam zaoral in je tam prodal parcele, ne. In je v bistvu pod takim kotom, da sem jaz praktično, ko stopam na rob parcele, že v krošnjah naslednjih dreves. Samo pod drevesa dam tam, kje je gozdna jasa, pa usmerim na sončno stran in je lepo vse. Tako, kot je treba. Super. Ja. Wow. Če se vrnemo nazaj na tvoje zdravje, ti imaš danes res neverjetno veliko znanja o rastlinah, o uporabi le-teh. Vse to si sprva pridobil sam, da si sebe rešil, ne? Pa v bistvu sem začel kot otrok s tem, ne? Ker so nas v vrtcu basali z Nemci, pa partizani, pa z atomskimi bombami, pa s tem zadevam smo kot otroci namesto, da bi se igrali na igrišču, kopali atomska zaklonišča. Malo je bil socializem in majhen preveč so nas samo zaščitno in bi smo pač na to padali, ne? In s tem se je pa tudi začel zdravljenje v gozdu, kako lahko uporabiš trpotec, kako uporabiš ranjak, kako uporabiš. Pa sem pa naletel na te močne rastline, ki so mi vseh ostalih, recimo kijastelističnak, ki je močnejši antibiotik, kot ga imajo v medicini, samo ni pa za ljudi, ki so alergični na cveten prah, ker je zelo agresivna spora, ne. To naredi tako luknjo v kožo, da idu mišice se vidi skozi. Sicer se čez en mesec naravno poceli nazaj, kakor da ni bilo nič, ampak do takrat je pa katastrofa, recimo. Pa imaš recimo gabes, ki je za gnojne ramne, za kolke obnavljati, za te zadeve, vse to nam raste v naravi. V bistvu kompletno medicino lahko zamenjaš, ker imam tudi, kako bi rekel, popolno, ne samo, da imam samo oskrbo, imam tudi samo zdravljenje, ne, razen kirurgov, ne. Kirurga pa diagnostika vsekakor, ker tukaj so pa zdravniki majstri, ne, kar se tega tiče, čeprav moraš tudi paziti, ne. Saj čisto enostaven recept. Zdravnik ti da diagnozo, poguglaš, kaj to zdravi, probaš in če nič ne prime, greš nazaj pa rečeš, zmotil si se, roža ne laže. Klemen, ponavadi si ljudje, ki pomislimo na to, da nekdo živi izven sistema, vidimo nekoga, ki je neizobražen, ki je živalski, ki je popolnoma neciviliziran v vsem najslabšem. najslabšem. Policaji ujeli pa zaprli. Zelo kultiviran moraš biti, če hoče v gozdu živeti, ker pač to ljudje. Ti si drugačen, ti imaš ogromno znanja, veš, kako stvari delujejo na fizični ravni, veš, kako z rastlinami, veš, kako drugačen način je. Ali nam to predstavo nekoga, ki živi izven sistema, da je to nek zanemarjen, neizobražen človek, ali nam to vsiljujejo? Je realnost drugačna? Glejte, ogromno ljudi, ki padajo iz sistema, nima tega znanja in pač druge ne morejo in zato tako izpadajo. Pač. Na Pohorju imate ljudi, ki živijo po jamah. Kmetje vejo zame, pa jih ne prijavljajo, zaradi tega, ker so vsi ti sistema, vsi ti so položeni, vsi ti so nadlegovani strani socialne policije, tožilstva, sodišč in so se lepo jame odselili in veljajo za izginule. Ljudje jih pustijo primer, ker ne delajo škode, ker so zelo kulturen do gozda, samo stare veje pobirajo in jih je kar nekaj. Ne bi verjel, koliko ljudi živi popolnoma izven sistema, skoraj jamsko življenje. V Sloveniji? Ja. Ne bi verjel, koliko jih je sistem izločil. Mi se imamo za socialno državo, v resnici pa to čisto nekaj drugega. Je tako predatorska, da enega štempla nimaš, pa ti vse pojejo. Ja, zelo predatorski. Dobesedno smo v birokratskem fašizmu. To, kar oni imenujejo, ko bi rekel, režimski ljudje nam, ki demokracije niso bili sposobni ponuditi in so jo naredili po svoji pameti, ki je pa spet režimsko izpadla. Enostavno, vsi ti politiki so izjemno nezreli, kar se tega tiče, ker pač demokracija je sodelovana, ne pa da druga s pravili omejujeva, ne. Zanimivo. Če se vrnemo nazaj na rastline, torej, kako si se sam zdravil, 3 rake si rekel, da si prebolel, kako je to dejansko izgledalo, uporabil si konopljo, verjetno tudi druge rastline? Pa ne, tukaj pa samo konopljo, ker konoplja povzroča hipo, ni psihoaktivna, tukaj organi pregona lažejo, ker zato pa imate vi v uživanju konoplje ima vsak en svoj fleš, ni enoten ga, pri vseh ostalih drogah imate vi eno enotno izkušnjo, kar lahko rečete, aha, s tem si drugiral, pri hipi pa tega ne morete imeti. Ugotovil sem pa to pri sladkornih bolnikih, ker se mi je podoben dogajalo kot pri konoplji in sem odkril, da zbijanje vsak sladkorn bolnik je doživel občutek, ki ga mulcka travo kadi. Mulci se ga zadevajo s hipo, brez da bi to vedeli. Dolgoleten kadilec zna točno oceniti, koliko ima sladkorja v krvi, koliko ga pa nima, kdaj mu je cuker padel, kdaj ga ima preveč, brez da mu sladkorno, pri čistemu zdravju, samo ker to se igra s cukri. Se psilocibe se tudi sladkorje igrajo. Sladkorno možganom vzamejo, zaznava rata zelo senzibilna in v bistvu naravne snovi so pa dobre zato, ker nimajo kontraindikacij.
Paul Hornby je bil meni najbolj ljubega znanstvenika, proučevalca kanabinoidov, toliko nazivov je imel, da jaz zdaj ne bi vse našteval, ker bi 20 minut kar to trajal. Bil je pa patolog, ne. To je pa sorta zdravnikov, ki jim najbolj verjamem. Žal. Pač poročujejo posledice in jim je tudi ta najbolj zaverjeti. In človek mi je 10 let ponavljal, ne. 10 let mi je ponavljal, vsa sintetika je strupena. Čisto vsa sintetika je strupena. In če tako vzamete, če vi kupite šnops, alkohol v trgovini, boste živeli 20 let, če si ga sami predelujete, pa isto etanol, pa vse skupaj boste pa kamot cel življenje ga pili, pa ne bo nobenih težav, ne? Zato, ker je tisto sintezno z ostalimi snovi, tista je pa čista snov in je sintetika in je čista strupena. Že pri ljudeh, ki jemljejo cedevito, opažam manjše učinkovatne konoplje, ker kemija zasede naravne receptorje. Tle smo pa pri težavah. Večino hrane imamo vzgojene z umetnimi gnojili in zdaj pa to, se počasno bo jasno, koliko je to strupen. Ampak do takrat nas bo pa mogli še precej pomreti, preden dojamemo. Kako velik je problem zastrupljenosti? Ogromno. Velikokrat pride Ogromno. zaradi služb, v tvojem primeru zagotovo, a ne, z težkimi kovinami. Pa cele jesenice zraven. To do 3 kilometre daleč nese, verjetno še dlje, ne. Morate vedeti, da v naši družbi politika poskrbi, da proučujemo tiste snovi v okolju, ki niso strupene, ne, ki so slabo strupene, tistih ta najhujših, ta najtežjih pa praktično v nobeni analizi ni. Kdo ve, da je na 20 cm, v Vrhnem, ki so odkrili, ki je bil ta požar na 20 cm kup DDT-ja. Ko ga imaš čisto posod, ker so včasih tega koloradskega hrošča s tem pobijali, Amerikanci so ga imeli višča in so ga prodali kot strup v koloradskemu hrošču in ga je cela Evropa ga ima na 20 cm, kjerkoli so bila polja in to še skozi prehaja v naše organizme. Ampak, Klemen, recimo sama ideja čiščenja težkih kovin ljudem ni najbolj zanimiva, zaradi tega, ker to dolgo časa traja, ne? Vsi, ki bojo imeli Alzheimerja, bojo pa še pozabili na to, tako da res ne bojo imeli problema s tem, ali pa demenco, ali pa degradacijo živcev. Tako da časoma gledaš, če se ne brigaš za to, to res ni več problem, ker se ga ne zavedaš. Ne? Malo kruto, ampak žal je tako. Morate vedeti, da ena najbolj zdravilnih rastlin, ovijalka na drevesu nem v Indiji, ne, sem je poskušal v Slovenijo spraviti, pa mi nikakor ni šlo, ker so me vsakeč na carini ustavili, ker je pač biološka snov, ne, bi mogel sami dol pa prinesel, je za razstrupljanjem možganov z ayurvedske medicine, za razstrupljanje s težkimi kovinami izredno znana zadeva. In to je tisto, kar nam je za degradacijo živcev ena najbolj pomembnih snovi ob resastmu bradovcev, ki nevrone obnavlja kot pri majhnemu otroku. Ne. Čeprav gre to počasneje, če smo zastrupljeni, ampak pač, če imamo obe snovi skupaj, bi to šlo krasno. Narava je že zdavnaj ugotovila vse snovi, ki jih rabimo mi za naravno ravnovesje. Ne. Sam pač znanost je šla naprej, znanost tega ne more sintetizirati, kje boste najdel vi firmo, ki bo na Luno nabrala konopljo, ki je treba dopolne nabrati do 11. Zjutraj si ti človek zjutraj tudi ves visok, poskončen, vse sokove ima, vse popolne pa zmatran, ne da se mu več gor. Z rastlino je popolnoma isto. Ob 11.12 odda vsa eterična olja, ki so za nas zelo zdravilna, pa ful določajo, kje snovi bojo rastlini zdravilne, ta eterična olja, za privabljanje žuželk, za vse to. In je treba pač na določena pravila spoštovati. Plus tega znanost bo mogla astrologijo priznati, ker na določeno luno solata bolj rase kot na drugo, na določeno luno je bolj kot, in bomo počasi ugotovili, da je to starodavna psihološka veda, ki nima z vraževerjem popolnoma nobene veze. Klemen, kako vidiš, da se bo človek razvijal recimo čez 10 let, ker trend življenja izven sistema se definitivno je bolj prisoten. Glejte, ekosistem smo spravili na rob. Širijo se puščave. Katastrofa bo taka, drugega bomo pojedali. Tako daleč bo prišlo. Tako hudo bo. Ko bo solata po 5 evrov, bomo cenili ekosistem, pa zelo blizu tega smo. Teden nazaj mi je bratranc poslal sliko z Amerike, trnecnej kruh je 7 evrov, spomlad bo to tukaj. Razumete, v Bosni že cvilijo na polhan, mi smo še, oprostite, da tako rečem, ampak bogate bele ritke, ne, in imamo še vse to tako pošlihtano in nas ta draginja ne bo povozila, saj v lakoti, ne, vse ostale okoli, pa bo in bojo lačani in bojo sililo našo skledo na polno. Desničari bojo ostali, kanale čisto nič naredili, samo šikanirali bojo vse okoli sebe, zato ker bo tak pritisk na naše meje, zaradi lakote. Lačnega človeka težko skažeš, politično preganjenega še lačnega pa ne boš. Ne, to pač tako je. Zdaj, kako spreminjati, kako to popraviti? Drevesa saditi. V celo Saharo z dreven zasaditi, pa smo mi to popravili v 50 letih, ker smo špičali. Sam kaj, ki samo uničuje, ko tega nihče ne popravlja. Drevo je eno redkih biti, ki v sebe vzpostavlja cel ekosistem, ptiče navleče, vse skupaj, mislim, čudovita stvar. Gozd, mi smo samo zato bogata država, ker imamo bogat ekosistem. Ne? Glejte, enkrat sem sedel v gostilni v Mojstrani in sem v Baldrijan pri sebi in je prišel 2 avtobusa Izraelcev. Ne?
In njenega človeka tam zanimali, znanstveniki bil očitno, kaj jaz to imam. In sem rekel Baldrijan. Mi ni razumel in sem rekel Baldrijan oficialis. 60 Izraelcev se je okoli tistih rastlin gužvalo, ni jih zanimalo ne hribi, ne okolica, ne nič, samo tista rastlina, dobesedno malikijem je bil. Tako so padli. In takrat sem dojel, da kakšno biodiverziteto imamo mi pri nas. Na kvadratnem metru trave nam raste toliko zdravilnih snovi, da jih lahko Izraelcev prodamo za cisterno z nafto, s cisterno vred. Na kvadratnem metru trave. Zaradi biodiverzitete, zaradi bogatstva, ki ga imamo v rastlinah. Ne? Ampak to naša politika, našega politika se da, ker smo bolj revna država, že za majhen denar podkupiti, tako da imamo recimo od industrije, ki imamo najslabše sorte, tako da nismo konkurenčen po čist nič in skoraj vsak iz industrije, ko se deluje, propadel, pač načrtno. Ne? Pa recimo zdaj bi nam radi, dosedanji morilci bi nam radi pridelavo konoplje regulirali, ne? Zdaj na industrijski način, z njihovo kvaliteto, ker imajo že v Avstriji, pa je zelo bedna kvaliteta, tistega jaz ne bi pojedel, nekaj šele kupil. Ne? Kdo vam pridela najboljši paradajz? Babica doma. In ta bo pridelala tudi najboljšo konopljo, najbolj kvalitetno, z najboljšimi eteričnimi olji, z največjo osebnostjo smole in te zadeve. THC pa mora biti prisoten, ker ostali kanabinoidi ne delujejo. Ker ima presnovo celice na čez, ker ima sladkorje v celici na čez in če je celica lačna, jo odpre in grejo tudi ostali kanabinoidi not in brez njega ne bo nič. Kaj to pomeni, da vse, kar kupiš uradno, pravzaprav ni to, da je Točno črni tako. trg tisti? Črni trg je veliko boljši, veliko bolj pošten, kot pa karkoli uradnega. Meni je hecen, da se zavedajo, koliko je črn trg zdravilen in na podlagi tega golfajo na uradenmo. Vse, kar je uradenega, ne dela nič. Ampak črn trg ni reguliran, se ti ne veš, kdo ti proda, kaj kaj ti človek proda. pošten, ne gre drugače. A je v kliničnem kaj drugače? Naletiš na dobrega zdravnika ali pa na slabega. Pa je vse regulirano, rečemo. Ne? Pa imaš lahko dobrega, ki je izjemno sposoben, ki jih imamo, ki so mojstri in tako naprej. Pa imaš lahko pač aparatčike, ki se poznajo politično in država so nam uničila politična imenovanja, tudi v zdravstvu, tudi v policiji, tudi v sodstvu, posod. Razstrupljanje kot tako. Nimamo ravno klinik za razstrupljanje in podobno. Misliš, da bi morali to imeti? Ja, seveda. Pa naravno okolje bi mogli gojiti za take ljudi, ki so v mestu, ker si konstantno zastrupljen, ki si v mestu. Ne? Konstantno si pod prahom. Jaz sem nad 800 metrov, kjer je ta fin prah. Pa še nekaj bi omenil, odkril sem, da rastline, ki so gojene v nižini, ne delujejo tako dobro kot tiste, ki so gojene v višini in da je razlika po ne tisti 20-30%, ampak 5-kratna, 10-kratna, kar je preveč. Se pravi, smo mi spremenili pline v dolini, je prah v zraku in ne pride več isti svoj sončevega spektra do podna in tiste rastline so lahko hranilne, zdravilne, pa niso več. Kaj bi danes recimo lahko vsem Slovencem, kaj bi jim lahko svetoval? Ker zdaj vsi tisti, ki živijo v mestu, da si bojo našli svoj prostor nekje v gozdu. Čim več narave, samo v naravo, kadarkoli si frej v naravo. Pomirja, fila, pridne bote, pridne. Pomirja, polni, eterična olja so v zraku. V enem tednu si čist drugačen, če si v gozdu. Lej pa, če samo hodiš pod drevo spat. Plus drevesa imajo močno auro, meditirati te naučijo, razum ti ustavijo, če samo sediš pod njemu. Ti meditiraš? Ja, seveda. Tudi učim meditacijo, zen meditacijo. Stanje šunjate učim. Vse to vam pa je lahko dajo, sam pokažem. 5 minut pa boste vsi znali. Zen budisti imajo najkrajši način učenja meditacije. Ne? V Hatha jogi boste 2 reinkarnacije, v celo Raja jogi 2 reinkarnacije, druge 10 let, no to tretje. Zen budiste pa samo ta stanje postav. Kaj pa te je pripeljalo do meditacije? Lejte, 3 leta star sem na vrhu hriba Jokov, a si morate to delati. Polhne riti, nič jim ni manjkalo, vse pa med sabo so se mučili, ko bi kmetijo gledal. Zakaj je to tega treba? Gremo pogledati eno najlepših družb po tem svetu, haitijsko. 3-4 ure se delo na dan za preživetje, ostalo se je bil pa prej. Kaj so si izmislili? Tok tabujev, da še levo nisi smel zaviti. Dobesedno so si inkvizicijo naredili, dok so imeli čas, pa so si izmišljevali drug na drug račun. Ne? Vsak ima osebno rast, ki je individualna. Skupinsko, imamo skupinsko zavest, imamo vse to laufa, ampak rast je pa individualna. Sam moraš skoči, tako kot se rodiš sam, boš tudi umrl sam in je lep spekter izkušenj, ki jo moraš lepo sam prehoditi. Ne gre drugače. Se pa rojstvo ti mama pomaga, ampak moraš pa sam na svet, ne? Ne gre drugače. Vsekakor. Hvala lepa za vse te nasvete, zagotovo bi lahko še veliko govorila. Resnično sem hvaležna za tisto Facebook javljanje, kjer si se dejansko oglasil, ker se mi zdi, da so zelo pomembne informacije, ki si jih danes dal v svet za vse tiste ljudi, ki imajo doma televizije, ker po moje ti nimaš, ne? Ne, samo računalnik.
Krasno. Hvala ti za vse tvoje znanje, hvala ti za tale obisk in predvsem za to iskro, ki si jo prižgal v nas. No, vam, dragi gledalci in gledalke, pa lahko povem, da bomo v jubilejni 10. sezoni oddaje Klepet ob kavi veliko govorili o ljudeh z ljudmi in sicer o tem, kako živijo izven sistema in kako so prevzeli odgovornost za lastno zdravje in tudi za lastno preživljanje, karkoli pač to že pomeni. Aha, ja. In ena izmed čudovitih priložnosti se bo pojavila tudi v mesecu novembru, ko nas bo obiskal mednarodni veliki človek, ki je zelo pomagal številnim na tem svetu, da so se na mednarodni ravni povezali in ustvarili pogoje za življenje izven sistema. Gostil bo v Sloveniji, prihaja v Slovenijo s svojimi 4 volki, češko-sloveškimi volki, in tukaj nam bo zaupal ogromno informacij o tem, kako lahko popolnoma neodvisno ti je doma toplo, kako imaš vse sisteme, na kakšen način moraš razmišljati, tako da vabljeni, da si pogledate kaj več, pa seveda tudi zgodbe ostalih, ki živijo izven sistema. Na klepetobkavi.si.